Kaj bi bil vaš nasvet slovenskim podjetjem z vidika modernih tehnologij recikliranja plastičnih odpadkov? Moj nasvet bi bil, da gledajo nove, še neizkoriščene toke odpadkov plastičnih. Torej, to so, da dam primer, naprimer šreder, odpadki šredanja vozil, odpadnih vozil, to je mešana plastika. Potem, torej vse tisto, česar se trenutno še ne uporablja. Tam je velika možnost, da se nekaj naredi. Sicer so to bolj zahtevni odpadki, ampak ker so neizkoriščeni, obstaja ta možnost razvoja in ko ti uspe pravi razvoj na tem področju, si v bistvu potem edini ali pa imaš manj konkurence. To je ena zadeva, potem druga stvar je, da poskušajo narediti tam bolj kvaliteten reciklat. Torej, da pri recikliranju ne zmanjšujemo kvalitete materiala, ampak jo poskušamo ohranjati vsaj na istem nivoju ali pa celo povečevati. To je mislim, da zelo pomembno. Potem treba je upoštevati tudi nove materiale, ki se pojavljajo. Naprimer, eno so biorazgradljivi materiali, na tem področju ni odgovora. Tako da se pač prilagajajo temu, kar je potrebno narediti. Predvsem bi rekel, dve osnovni točki sta. Eno je kvaliteta reciklata, druga pa je, da razmišljajo tudi o energijski uporabi. Torej, da pridemo od odpadka do energije. Energija je zelo zanimiva vedno, ima trg. In tukaj je tudi rast. Trenutno stanje je tudi, da je energija draga, kar seveda potem omogoča, da se ekonomsko izplača marsikater postopek, ki se morda sicer ne bi.